Spoštovani, dragi, dobri ljudje, hvala vam, da ste z nami v naši oddaji Na robu znanega, ko v drugem delu gostimo predstavnika stranke Za zdravo življenje, ko se, bi rekel, redko pojavlja v medijih, na naši televiziji Na robu znanega, pa ima vso pravico povedati svoje dognanja in svoja stališča. Gospod Gregor in gospod Jure, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. V nadaljevanju. Hvala. Za dobro stvar si prizadeva vaša stranka in tudi hvala vama, da vztrajata na nekaterih razjasnitvah našega življenja, kot so tudi škodljivosti, ne samo bi rekel, pozitivne lastnosti, naprimer smo govorili o Wi-Fi-ju, pa tudi o tem, kako naj se lotimo naprej naslednjih korakov pri uveljavljanju, bi rekel, tega pomembnega dela našega življenja v tej prelomnici, sedaj, ko se bomo še bolj oklenili ali pa upamo vsaj previdno nadaljevali pot proti 5G-ju. Vaša stranka pa zagovarja tudi spremembe v javnem zdravju. In ena posebnih, bi rekel, trditev vaših je, da bi morali, bi rekel, dovoliti ljudem, da se prostovoljno cepijo ali pa ne cepijo, torej da dajo svoje otroke cepiti ali ne cepiti. Torej, kakšne argumente imata vidva z vašimi somišljeniki v stranki, da bi cepljenje, kar te tako nas učijo, naj pravzaprav rešilo človeštvo, izkoreninilo bolezni. Ali to ni tako? Ja, hvala za povabilo v studio. In za začetek dovolite samo, da vas popravim. Stranka se imenuje Za zdravo družbo. Pardon. Ste rekel Za zdravo življenje? Ja. Glejte, z cepljenjem, jaz včasih rečem, normalen človek v normalnih okoliščinah temu ne posveča pozornosti. Pač danes smo ljudje toliko obremenjeni, da z veseljem preložimo svojo odgovornost pa svojo odločitev na neko institucijo, in to je zdravnik vsekakor z svojim ugledom. Študijem, strokovnostjo. Ja, žal pa obstaja tukaj še en če, in ta če postaja iz leta v leto močnejši. Namreč obstaja več kot 1400 znanstvenih raziskav, ki so bile objavljene v uglednih znanstvenih časopisih, ki prikazujejo popolnoma drugačno sliko od te, katero poslušamo že 50-60 let praktično vsakodnevno. Večina od nas... 1500 ali 1400? Več kot 1400, vsaj toliko. Tukaj lahko pokažem recimo ena knjiga, Miller's Review of Critical Vaccine Studies. Odlična knjiga. Na vsaki strani imate eno študijo, povzeto, in rezultati vseh študij, ki so tukaj navedeni, pa tukaj je sam del, kažejo popolnoma drugo sliko. To je samo en avtor ali več? Se pravi, on ni sam naredil. Ne, to ni sam naredil. 1400 ali pa 400 študij tukaj, ne? On je zbral. 1400 jih je bilo. On jih je pa zbral. Se pravi, več zdravnikov, več znanstvenikov, več strokovnjakov je študiralo cepiva. Po celem svetu. Po celem svetu. Tu je zbranih 400. Na vsaki strani ena, za končni rezultati, in se pravi, za množico znanstvenikov. Množica. Tukaj tudi ugledni, najuglednejši možni znanstveniki, zdravniki. To nista samo vidva, ki to zagovarjata. Še eni 30. Midva so v bistvu, kar se tega tiče, sva relativno nekompetentna. Sva pa kompetentna... Razen Bill Gates je tudi nekaj podobnega. No, smo manj izobražen. Menda je zelo napredoval v zadnjih letih, tudi finančno, ki se s tem ukvarja. Samo bistveno je, da človek zna brati
in če zna brati, bo znal poiskati pravo informacijo. Če ne bo ta informacija prišla že do njega, namreč, ker dejstvo je, da je danes v Sloveniji 260 000 ljudi, ki ne zaupa cepljenju, in večina teh ljudi ima primer škodljive posledice cepljenja v družini. Tudi jaz sam imam tak primer in imel sem priložnost v zadnjih letih spoznati množico ljudi. Se pravi, cepljenje bi naj povzročilo stranske učinke, ki so bili negativni. Ki so bili zelo negativni. Zelo. Eno vprašanje, še teh 400 raziskav, to so vse negativne? Ali vse se vprašajo o vrednosti cepljenja, ali so katere tudi dobre? Ne, nažalost dobrih ni. Z veseljem bi vam jih predstavil, ampak dobre študije o cepivih dela izključno farmacija in to po dobrem plačilu znanstvenikov, ki sodelujo z farmacijo in z proizvajalci cepiv. Izključno farmacija. Neodvisna znanost si je izredno enotna o tem, da cepljenje ni niti učinkovito, kaj šele varno. Pa bi tukaj mogoče zaenkrat končal, da bo še Gregor kaj povedal. Cepljenje je to, da brizgajo v telo oslabljene bakterije, neke bolezni recimo, ali viruse v telo in potem telo, naš obrambni sistem jih obvlada, in se tako nauči, kako naj jih premaga in tako mi dobimo imunost. Ko pride zopet ta bolezen, pa potem mi to premagamo. To je teorija. Teorija je super. Teorija je super. Prvi del problema te teorije je že sama sestavina cepiv, ker smo pozabili navesti formaldehide, živalske viruse in druge sestavine, ki so naravnost apokaliptični, pa so jih neodvisne organizacije na svetu razkrile, da so v cepivih, pa nažalost v njih pediater, ki ima pojasnilno dolžnost, nič od tega ne pove staršem, ki pri rojstvu malega bitja so popolnoma nebogljeni in seveda zaupajo tisti beli halji. In seveda, ko jim bela halja reče, vse je v redu, vašemu otroku želimo dobro, ne povedo pa to, da bi najmanj do se strinjam, da bi najmanj do 3. leta to bitje mogli pustiti, da se mu vsaj delno zgradi lasten imunski sistem, ne pa da mu ga začnemo takoj z zunanjimi elementi uničevati in da v bistvu delamo na nek način že eno selekcijo, kateri otrok je močen, kateri otrok bo prenesel to in kateri otrok nažalost ni močen in tega ne bo prenesel. Imamo ali lažje ali pa težje negativne učinke cepljenj. Zakon oziroma ustavno sodišče je odredilo, da je cepljenje lahko obvezno. Res poudarjam to besedo lahko, ker se mi zdi zelo pomembna, ker politika z njo zelo manipulira. Če so zagotovljeni vsi pogoji, pustimo zdaj že omenjeno pojasnilno dolžnost, pa se raje osredotočimo na to, da bi v Sloveniji morali imeti urejene kataloge stranskih učinkov. Ne obstaja pa en sam pediater ali pa zdravnik, ki vam bi napisal, da je vaš otrok utrpel poškodbo zaradi cepljenja. Ne obstaja. Niti en sam samcat. Ta človek bi namreč izgubil licenco, bil bi javno diskreditiran in v bistvu ne bi več obstajal. Torej vse, za kar se je v življenju boril, da je zgradil svojo kariero, izobrazbo, družino, vse bi izgubil, če bi to napisal. No, recimo, če se malo samo prekinem, gledal sem Bill Gatesa, ki je dejal, da bodo ob COVID-19, da bodo tudi stranski učinki in da bo tam ne vem koliko ljudi, pač to je njegova beseda, no, ne želim zdaj tu strašiti, da bo imelo posledice, oziroma on je rekel, recimo, bo umrlo. Bodo umrli, ampak glede na to, koliko jih bodo pa rešili, ne, bo pa to bi rekel pozitivno. Se pravi, tako tudi mi vemo, da mogoče kakšni stranski učinki, naprimer pri cepljenju so, nekateremu škodijo, ampak veliki večini pa rešuje. Kaj boste rekla na ta odgovor? Se pravi, vi imate študije tukaj, ne? Ta gospod je tudi zelo jasno povedal za zelo pomembno ameriško revijo, da njegova najboljša investicija v življenju je bila investicija v farmacevtske podjetja,
Torej, njegova najpomembnejša investicija ni računalniško podjetje. Pa je zdaj že milijarder, ne? Pa je že bil milijarder, ampak pravi, večkrat, da mu je najpomembnejša in najfinančnejša. Pravi biznis, po domače biznis, ne, mu je bil vstop v farmacijo. To je že en del, ki nam pove nekaj o tem, kar se dogaja. Ampak s tem delam nekaj dobrega, ne, verjetno. To bo seveda govoril zato, ker je to del tako imenovanega PR-a, s katerim nas vsak dan zastrahujejo. Zastrahujejo nas s krizo, zastrahujejo nas v končni fazi, to, ko ste zelo dobro prej povedal, tudi zdravnike zastrahujejo. Mi ne smemo pozabiti dejstva, da je najpogostejša smrt, ena od najpogostejših je smrt zaradi napačne odločitve zdravnika. Najpogostejša smrt? Mislim, ena od najpogostejših umetnih smrti, ki je večja od teh, koliko bo nesreč z avtomobilom, je nesreča, ki se zgodi zaradi napačne zdravnikove odločitve. Govorimo o milijonih napačnih odločitev. In če vemo, da po svetu seveda, ne govorimo o Sloveniji, in če vemo, da je to nekaj, kar je relativno pogosto, in če vemo, da v Ameriki predvsem je tudi za tem vse tudi zelo močen pravni stroj, ki bi potem lahko pripeljal do res močnih odškodnin, verjamemo, da je lahko marsikomu tudi rešilna bilka farmacija, ki reče, poglejte, vsega tega vas bomo rešili, otrokom in nažalost tudi odraslim bomo dali neko čudežno sestavino, raj ne govorimo, kaj je v njej, ker je to poslovna skrivnost. Torej, sestavine so poslovna skrivnost proizvajalca. Se pravi, ne veš, kaj je v cepivu? Vsega ne moramo zvedeti. Kdo pa ga odobrava potem? V Sloveniji ga odobrava Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. V prejšnjem tednu smo zoper to agencijo oddali tudi kazensko ovadbo. In razlog je to, ker odobravajo cepiva brez dejanske podlage. Tudi Robert Kennedy, vnuk pokojnega John F. Kennedyja, v ZDA je letos iztožil izjemno pomembno pravno bitko v ZDA zoper CDC, to je Ameriški center za nalezljive bolezni. Zato, ker CDC že 32 let ni spremljal varnostnih študij in proizvajalci jih sploh niso delali. Pravi, ti, ki odobravajo, bi morali imeti varnostne študije, ki pa so zakrite, ker je to poslovna skrivnost, ker je to biznis po domače povedano. Varnostne študije so del materijala, dokumentacije, ki bi ga mogli proizvajalci vložiti, recimo na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, zato, da jim Javna agencija izda dovoljenje za promet s temi cepivi. No, obstaja... Samo mi verjetno v Sloveniji nimamo nekih ekstra svojih zdravil, verjetno je to mednarodno, ne? Mednarodna zdravila so to. Ne, zanimivo je to, da proizvajalci sami delajo varnostne študije. Veste, samo oni. To je tako, kot če vi lisico vprašate. Sami sebi. Ja. Plačaš varnostno študijo. Pa če lisica čuva kokoši, ne? In isto proizvajalci cepiv delajo svoje lastne varnostne študije, ampak niti teh ni v dokumentaciji, predvidevamo, ne? Obstaja sum. In druga stvar, za katere smo pa uvadili Javno agencijo, je pa zato, ker je italijanska nevladna organizacija Corvelva v lanskem in predlanskem letu dala na analizo več cepiv in laboratorij je ugotovil, da so v teh cepivih izredno nevarni strupi. Gregor jih je prej nekaj naštel. Jaz bi rekel, še pomemben je aluminij, pomembni so živalski virusi v cepivih, ki nimajo nič v zvezi s cepivom. To so odkrili Italijani. Ali več takih študij? Oni so več analiz naredili in te analize so šokantne. In to je prvič, da se je delala taka analiza, ker so laboratoriji toliko napredovali in cene teh analiz so toliko padle, da lahko neka nevladna organizacija za donacijo 10.000 evrov to tudi naredi. In recimo najdejo so v cepivih celice človeškega telesa, kar je že samo po sebi izredno rakotvorno. Najdejo so tudi gensko spremenjene celice abortusa.
Recimo jaz vem, da katoliki načeloma marsikdo nasprotuje splavu in zdaj zamislite si, ne, dobili boste pa z cepivom nesorazmerno veliko količino celic abortusa, celo toliko daleč je šla tehnologija, da lahko odkrije, odkot ta abortus in odkrije so, da gre to za splavljenega dečka v letu 1966, mislim, da v ZDA. In ta abortus so potem rakavo, celice abortusa so rakavo razmnoževali, zato ker rakavo tkivo se razmnožuje nekontrolirano hitro in zelo množično. Ne? In ves ta koktejl strupov so odkrili. In Korvelva je o tem svojem odkritju obvestila in Evropsko agencijo za zdravila, nacionalne regulatorje, kot je javna agencija. Dodatno je v novembru 2019 Ministrstvo za zdravje o tem obvestilo Združenje staršev otrok, ki se zavzema proti obveznemu cepljenju. No in nazadnje smo jih mi pred parimi meseci obvestili in zahtevali, da naredijo izredne analize, za katere so oni dolžni po uradni dolžnosti jih narediti brez našega poziva. Ampak ne samo to, da jih oni niso naredili, oni so tudi zavrnili ta naš poziv in to z obrazložitvijo, da to spremlja Evropska agencija za zdravila. Se pravi, spremljajo. To bi kakor, če bi se nekdo tam utapljal, mi ga bomo pa zdaj spremljali, kako se on utaplja. Ne? In skratka, tukaj gre za več kaznivih dejanj. Eno je opustitev uradne dolžnosti, zloraba uradnega položaja, potem gre za nevestno delo v službi in za povzročanje splošne nevarnosti. In tako da ne vem več, kakšno je bilo vaše prvo vprašanje. Razvijate stvar. Gre pa za to, se pravi, da recimo moje razmišljanje zdaj tukaj, ne, recimo, da so cepiva lahko dobra, da pomagajo, naprimer, ne vem, tetanus ali imamo zdaj tale klopni meningitis, naprimer, tega, da lahko pomaga, da pa so tako kot vse posod, so lahko tudi kakšni zločinci, ki imajo kakšne svoje načrte, ne, in da so mogoče ena informacija, ena je pač neke stvari, tu so mogoče dali s kakšnim načrtom ali pa so, ki so to izdelali, to cepivo. Ne. Se pravi, verjetno so tudi lahko šli nazaj, ta raziskava, kdo je to izdelal, to cepivo, ne, katera farmacijska tovarna, recimo, ali pač je to naredil. Ja, tukaj... Jaz bi recimo zdaj tukaj, tako kot en preprosti človek razmišljal, da je tole dobro, da pa se tudi take stvari recimo dogajajo in ste rekli, da pri nas pa ni bilo te raziskave, ker ste rekli, mi zaupamo Evropi, tisto je v redu bilo prekontrolirano in to je to. Ja, mislim, paste, kontrola teh cepiv bi mogla biti periodična. Točno se ve, kdo so proizvajalci, ker to so tako kot izdelki. Ne? Če vi avto kupite, veste, kdo je proizvajalci, isto je pri cepivih. Če je Jugo Crkno, se točno ve, kdo je delal avto Jugo. Se ve, da je Mujo nekaj narobe naredil. Ne? In skratka, tukaj pri cepivih ni, pazite, teoretično, ne, plačujemo izredno velik denar, tudi evropski davkoplačevalci, zato da regulatorji kontrolirajo in zagotavljajo varnost vsega živega, med drugimi zdravil in cepiv. In to ti regulatorji delajo že leta in desetletja. Potem pride pa ena nevladna organizacija, naredi par analiz in ugotovi noter, da je vse narobe, vse. Tukaj ni logike in to ni možno upravičiti z nekim slučajem. Izvolite. Ne, sej, prej ste zelo sam dobro načel, ko ste rekel, a je to več raziskav bilo narejenih. Veste, mi ne moramo priti do cepiv. Mi ne moramo zdaj iti nekam, pa jih kupiti, pa jih bomo dali analizirati. Ne obstaja.
točno je predviden proces, kdo sploh lahko do njih, kje jih lahko hrani, celo tako daleč, kdo sploh jih sme analizirati. Načeloma sploh ne obstaja opcije, da bi jih neodvisna inštitucija analizirala, ker je predpisano, kdo jih lahko analizira. Ta, ki jih pa lahko analizira, je pa tisti ponavadi, ki je že v prvi inštanci naredil analizo po plačilu industrije in rekel, vse je v redu. Torej, mi imamo... Poznamo zgodovino, ne, da je bilo več zdravil vzetih iz obtoka. Ne. In še nekaj poznamo. Da so delali škodo, recimo, in tako naprej. Vemo, da so te, recimo, če rečem, napake možne. Ne. Odličen primer je svinjska gripa. Čudežno zdravilo Tamiflu. Milijoni evrov, ki smo jih dobesedno z lopato zmetali v to čudežno zdravilo, da je to nekje pol pristalo ali bilo mogoče celo dano kakšni drugi državi, ki je zmanjkalo, ampak danes o temu ne slišimo ničesar več. Ne? No, ker včasih razmišljam, recimo, da ste omenili svinjsko gripo. Vemo, da je bila še ptičja gripa. Ja. Pa nobenemu nič. Potem je bila svinjska gripa. Ne? Pa je bila ebola, pa je bil SARS. Potem je bila ebola, potem je bilo pa tole, kako se imenuje že, AIDS, HIV, ki ga je potem slučajno je ta Francoz potem odkril zdravilo. In je potem ampak hočem reči, kot da bi tu že pred COVID-19 bile razne take zadeve. Stresni testi. Vem pa en žalosten primer, da je menda ravno zaradi svinjske gripe je umrl samo en človek v Sloveniji in tisti je bil cepljen. No, to pa gre zdaj na vašo, in to je umrl v bolnici tukaj kako se že imenuje, na Koroškem, v Slovenj Gradcu. Lejte, tudi neposredno... Ampak dobro, to je lahko zdaj mogoče ono umrl zaradi tega, zaradi cepljenja, kakorkoli, ampak to je bilo pač takšna situacija in to zdaj vsi po svetu govorijo, da je ta svinjska gripa bil neki poskus, ne vem. Ja, ampak istočasno, lejte, večina nas je slišala za problem, ki naj bi bil v Bergamu in za neko povečano število smrti, predvsem starejših. Istočasno pa redki povedo, da obstaja tudi znanstvena študija, ki je dokazala problem, da so v jeseni lansko leto brezplačno cepili starejšo populacijo prav v Bergamu in v okolici, ker je bil to pač plan, kako zagotoviti starejšim bolj zdravo življenje. Vemo, da vsako cepljenje pomeni padec imunskega sistema. Ne obstaja drugega vrste cepljenja, ki bi... Ker mora imunski sistem se potruditi, da premaga ta napad, recimo. Včasih je mogoče preveč živa tiste bakterije ali virusi ali karkoli. Ali pa dodatki. Ali pa dodatki. Ampak poglejte, Bergamo je živ dokaz, da cepljenje proti gripi je očitno imelo negativne posledice na najstarejši populaciji, ki naj bi, pa nočem sploh zaključkov dajati, ki naj bi bilo bistveno večje število smrtnih žrtev. Nočem pa zato dajati, ker fotografije, ki so jih množični mediji objavljali, da naj bi bili iz Bergama, smo na žalost ali pa na srečo našli te fotografije v njihovih originalih, preden so bile Photoshop narejene, da so to fotografije krst beguncev, ki so v Jadranskem oziroma v Sredozemskem morju pred leti že umrli in so jih pač zdaj zlorabili. Torej, mi imamo kombinacijo nekih množičnih sporočil, mi imamo načrtno uvajanje nekih kriznih situacij. Nihče, ampak res nihče, razen gospoda Gajca, ki ste ga prej omenili, ne govori o varnosti cepiv, ampak vsi nam pravijo, takoj, ko bodo cepiva, bomo pa spet normalni, pa spet se lahko življenje začne odvijati. Ampak, če gremo samo en kanček koraka nazaj, kaj pa je naravna imunost? Kaj pomeni zdrav zrak oziroma svež zrak? Kaj pomeni C-vitamin, D-vitamin? Kaj pomeni hrana? Kaj pomeni gibanje? Vse to smo mi zdaj dali na stran in rešilo nas bo samo eno cepivo ali pa več njih in samo takrat bomo mi zopet lahko normalni državljani. Se pravi, če imunski sistem krepimo s česnom v končni fazi. In z gibanjem in s kamilicami in zdravo prehrano, čim manj
se pravi, po domačem vedno brizgano, špricano, Tako. strupi, naravno, si dvigujemo imunski sistem in to je dobro. Ne? Več od Pa tega ne prej moremo. prej bomo premagali te napade virusov. Iz okolja. In to sigurno deluje. Ne? Poglejte, COVID je eden ali pa naj bi bil eden od 300 000 virusov, ki trenutno obstajajo. Eden od. Torej, ko se bo nekdo spomnil naslednjega, bomo kaj? Zaprli še kaj? In tretjega in 300 000. Ne? Torej, verjetno. Ampak obstaja pa, je med nami, torej se širi. To. Obstaja. Če vsi na televiziji ampak to kaj govorijo. se pa dejansko z njim Na dogaja? vaši televiziji ne. Ja, mi dosti o COVID-u ne govorimo. Ne? Mogoče Okej, bomo zdajle prvič, kaj prvič povedali. malo Ampak glejte, drugačno razmišljanje. res pomembna tema se pa saj nama in našim privržencem zdi pa povezava med cepljenjem in osnovo demokracije. Torej, če mi začnemo govoriti, da je nek poseg v človekovo, v otroško telo obvezen, potem verjetno mi izgubimo po našem prepričanju tisto, kar demokracija naj bi bila. Zakaj? Nekatere stvari so v demokraciji obvezne. Ne? Mogoče mora biti ta kontrola bolj močna, recimo nad temi cepivi, jaz recimo tako razmišljam. Ne? Ker ene stvari so tudi obvezne. Ne? Moraš voziti po desni. Že, ampak ne moreš vožnja je v končni fazi že nadstandard, življenje je pa osnova. Ne? In mi posegamo v otroško telo takoj, ko se on rodi. Nažalost, nekateri že pred rojstvom, da naj bi pripravili nosečnico za to, da bo zarodek se dobro razvijal in da bo otrok ne vem kakšen. Prehajamo pa v cono, ki je tako apokaliptična, kot je 5G pri tehnologiji elektromagnetnega sevanja, ki pa pomeni dodajanje gensko spremenjenih sestavin v cepiva, ki bo bistveno olajšala farmaciji nastanek cepiv. Torej, tisto, kar so do uvedbe gensko spremenjenih sestavin potrebovali 10 do 12 let za proizvodnjo cepiva, bodo zdaj z najnovejšo tehnologijo potrebovali samo še leto ali dve, ampak, res pomemben ampak. Kaj pomeni? To je neka tista nova cepiva, o katerih se govorijo. Ja, DNA, to je DNA. To je DNA. Tukaj gre dejansko za spreminjanje genske strukture človeka. Torej živega že. Živega, Kateri mrtvega že ne moramo spremeniti, on se bo sam se spremenil. smejimo na takih resnih stvareh. Ne? Ampak, se pravi, gre za spremembo genetskega zapisa človeka, ki prejme ta gensko spremenjeni, ne vem, neko formulo ali kaj, sporočilo ali kaj. Mi smo za te proizvajalce očitno podobni kot rastlince, ker recimo genski inženiring deluje pri rastlinah na ta način, da rastlina sama začne proizvajati strup za žuželke. Ne? In pri človeku naj bi pa isto preko tega vpliva na DNK oziroma DNA začel človek sam proizvajati neke rešitve v zvezi z posameznim virusom. Ne? Tako da mi gensko smo v fazi, ko hoče industrija gensko začeti spreminjati človeka s pomočjo cepiv. Ker gensko spremenjeni organizmi so že zdavnaj ena bistvenih sestavin farmacije. Praktično vsa cepiva, ki danes obstajajo, se pridobivajo s pomočjo gensko spremenjenih organizmov. Se pravi, imamo, če malo poskušam povzeti vašo misel, se pravi, imamo genetske spremenjene rastline, genetske spremenjene živali, že verjetno tudi, ne? In zdaj pravite, da je tudi ta možnost, da so celo ta genetska cepiva, gredo na področje našega genetskega zapisa v našem bitju, ki ga bi lahko spremenili. To so že cepiva, ki se uporabljajo, kaj če prav razumem. To je neverjetno prekomerno poseganje v človekovo telo na popolnoma drugačen način. Pa če se vrnemo že na klasična cepiva, že tam je bilo toliko problemov, da jih tukaj ne moremo v letos obdelati. Naj omenim Japonsko. Japonci so imeli obvezno cepljenje do leta, ne vem, 91-92. Potem je prišlo eno trovalentno cepivo, s katerim so cepili in 2000 otrok je v kratkem času umrlo.
In po tem dogodku, za katerega verjamem, da ljudje sploh še niso slišali, za katerega naša zdravstvena oblast nikoli ni komentirala, so oni obvezno cepljenje ukinili. Japonci. In tudi trovalentno Pravi, cepivo. japonska država nima obveznega cepljenja otroka. Pa ne samo Japonska, Avstrija, ki je Torej, Avstrija tukaj le zraven, nima Švica, obveznega cepljenja otrok. Norveška nima obveznega cepljenja. Nima obveznega cepljenja otrok. Ne. Katera država? To je zanimivo. Več jih je, našteli smo Vsaj nekaj. take, ki Se pravi, jih je pa še več. Jih je, Ki nimajo obveznega cepljenja. Vse pri nas tudi meni, da ni obvezno cepljenje. Je, pri nas Zakonsko. je seveda. obvezno od leta Če 68. pa vem, da nekateri nočete dati cepiti otroke. To je drugo, ampak zakonsko je pa zahtevano. Zakonsko je zahtevano in če vi ne cepite otrok, država z sistemom represije in sistemom finančnega kaznovanja v upravnih postopkih vas kaznuje periodično do tega, kar vi popustite. In jaz sem imel recimo zanimiv primer, ko sem bil na Ministrstvu za zdravje zaposlen, ko je meni prišla ena obupana mama. Njen otrok je po prvem cepljenju imel posledice, roka je bila hudo tečena, nepremična. Po prvem cepljenju. Po prvem cepljenju je bila roka hudo tečena, 4 dni nepremična, negibna in potem ni hotela več dati cepiti otroka. No, ker je bila mama samohranilka in ker je bila prepričana, da je ta sistem nekako dobro nameren, je potem ignorirala vse pozive. Kaj pa, če so to samo majhne posledice tega poskusa zdravljenja otrok? Recimo. Vam bom povedal do konca zgodbo, no? Ja. Ker se mi zdi res tipičen primer neke ignorance v sistemu, ki ni izjemen. Skratka, ni hotela cepiti, potem so jo prisilili, kot samohranilko z finančnimi kaznimi in je dala otroka cepiti in so jo klicali šole, da je otroka na rokah odnesla. Otrok je izredno občutljiv na cepiva bil. Ja, recimo. Ja. In ta otrok je bil hospitaliziran po cepljenju, 7 dni je bil v bolnici, zaostal je v razvoju za 3 leta, postal je kronični astmatik in bil je fizično precej nerazvit. In kaj se je zgodilo? Tukaj še ni konec zgodbe. Zdaj pa simptomatično za ta naš zdravstveni sistem je ta, da potem so jo že spet pozvali na naslednje cepljenje in že spet so jo grozili s kaznijo in čeprav je bilo v vsej dokumentaciji zabeleženo celo, da je bila to posledica cepljenja, kljub temu so še vedno potrdila. Ja, in vsi zakoni, vsi predpisi in vsa navodila k cepivom opozarjajo na več okoliščin, pri katerih otrok ne sme biti cepljen. Ne, da se cepljenje lahko opusti, ampak ne sme biti. Morali bi vsakega posameznika posebej analizirati, ali stranski učinki pri njem lahko so ali niso. Ampak stranski učinki na vse sestavine. Veste, do zdaj, lejte, če vi zdaj hočete reči, da vaš otrok je mogoče alergičen, na cepivo, kakorkoli ima bojo oni vam dali alergijo na jajca. In če otrok ni alergičen na jajca, bojo rekli, nimate alergije na cepivo in lahko vas cepimo. Ampak to je ena sestavina. Sestavin v cepivih je X in na nobeno, nikoli vas ne bodo, oziroma otroka ne bodo pregledali alergije na vse sestavine. Kaj šele na strupe, ki so jih že prej naštela. Ja. Skratka, toliko brezbrižen je sistem in to je edini primer, ki ga jaz poznam, da so bile posledice po cepljenju vpisane v zdravniški karton. Poznam pa več 10 ljudi, katerih otroci so trpeli škodo in noben od teh ni vpisan v zdravniški karton. Zdravniki celo zavračajo vpisovanje posledic v zdravniških karton z pretvezo, da to ni sigurno,
in da oni to ne verjamejo in podobno. Samo zdravnik, tisti, ki je izvajalec tega, tako nima niti samo pogleda, niti ima časa te stvari preštudirati, niti pač njemu rečejo, Evropska skupnost je odobrila, naš FDA reče, ok, to s tem cepimo in to je to. On verjetno nima dosti časa, tam samo cepijo, reče sestri, cepite jih. Cepljenje se izvaja izredno rutinsko. In ko sem jaz spraševal sodelavko, direktorico direktorata za javno zdravje na ministrstvu, zakaj moramo imeti mi obvezno cepljenje, zakaj ni prostovoljno, jaz nisem dobil nobenega pametnega odgovora. Tisti odgovor, ki pa mu ne morem reči, da je razumen, je pa to, da je to cenejše. Ne? Ker tukaj se otroke, tako kot recimo kakšne ovce ali pa koze, postavi vrsto, cepi se jih in otroci odidejo. Tako so nas v šoli tudi cepili. Eno vprašanje, ne? Zdaj recimo, gledajte, starši bodo dali otroka v vrtec, ne? Ampak razsajajo rdečke in sosedov otrok pa ni bil cepljen. Starši bodo rekli, gledajte, mi nočemo tega otroka, da bi bil zraven našega otroka, ker on recimo lahko ima rdečke, ne vem, kakorkoli, ni cepljen. Ne? Kako bi tu odgovarjali? Recimo, kako bi rešili ta problem? To je eden od najbolj razširjenih mitov, ki jih industrija zelo pogosto zlorablja, da naj bi bili necepljeni bolj ali več prenašalci nalezljivih bolezni. Ne obstaja pa niti ena sama znanstvena študija, ki bi to potrdila. Oziroma vse dosedanje... Vi hočete reči, da cepljenje ne deluje? Ne, to je en del, ampak vsaj v smislu prenašanja bolezni jih prenašajo enako cepljeni in necepljeni. Posredno je pa to tudi odgovor na vaše vprašanje, da cepljenje ni nujno, da deluje in da nobene garancije, noben proizvajalec cepiva ne more dati, da boš ti dejansko 100% neki prebolel ali pa onemogočil. Istočasno govoriva pa o boleznih, ki nimajo 100% smrtnosti, ki ne pomenijo, da če jo boš prejel, imel in je nenormalno preležal, s tabo ne bo nič. Veste, delamo pa famo, kot da je pa zdaj zaradi te bolezni konec sveta. Ni res? Ja, tukaj noter, v tej knjigi je par študij, ki dokazujejo, da se virus lahko prenaša tudi z cepljenih na cepljenje. Se pravi, nekdo je cepljen, pa lahko on tako malo okuži lahko druge. Se okuži od drugega cepljenega. Ja, ali pa druge okuži. Ja. Ali pa celo recimo v eni študiji za otroško paralizo so ugotovili, da 3/4, mislim, da je bila to delana v Avstraliji, če se ti kaj spomniš, 3/4 primerov otroške paralize je posledica cepilnega virusa, se pravi virusa, ki je bil v cepivih. Koliko? 3/4. 75% otroške paralize je posledica cepljenja, ne pa, da se to dobi po neki naravni poti. Zdaj pa, to je za mene alarmanten podatek, ki kaže na to, da je cepljenje povzročilo več škode kot koristi. Ampak pojmo sam korak nazaj. Zakaj sploh s vami dva danes tukaj? Najna agenda ni nasprotovati farmacevtski industriji, proizvajalcem cepiv ali pa kakršnim koli drugim teorijam. Ampak v Sloveniji imamo mi nekaj tisoč staršev, ki imajo s cepivi poškodovane otroke. Ki karkoli želijo narediti, želijo povedati, so utišani, nimajo svojega glasu. In ko smo mi na eni točki videli, da to ni 1, 2, 3, kar hočejo večkrat reči, ja, pa to so neke manjše poškodbe. Mi imamo smrti, mi imamo trajne posledice, mi imamo razbite družine. To so stvari, ki so res katastrofalne, ki so in za politiko in za javni zdravstveni sistem ves čas metane v koš in o njih se ne smemo pogovarjati. In teh tem, o katerih se v Sloveniji ne bi smeli pogovarjati, je iz dneva v dan več, kar je, grem zopet korak nazaj. Vprašanje, ali je to demokratična družba, ali mi še imamo kot stebr te demokratične družbe neke javne medije, ki bi mogli zagotavljati odprt diskurs o temah, o katerih se pogovarjamo, pa jih ne, z nekimi obrazložitvami, da je to
da si je zdravstvena stroka enotna. To je najbolj pogosta laž, ki jo boste slišali v javnih institucijah, da si je glede cepljenja... Zdravstvena stroka se ni enotna. Ni, kar smo najmanj, kar dokazuje. Rekli, da Nemci, pa Japonci, pa Norvežani nimajo obveznega cepljenja. Pa ne samo to, da imamo najmanj v tem zborniku zbranih najmanj 400 študij, ki dokazujejo negativne učinke cepljenja, torej govorimo o tem, da si stroka ne more biti enotna. Enotna si je samo tista stroka, ki je plačana strani proizvajalcev. Nažalost je pa moč finančna teh proizvajalcev tako močna, da tako kot tisto, ko smo jo omenili v prejšnji oddaji, ki govori o telekomunikacijski industriji, obvladuje oglaševalske deleže tudi v medijih. In tukaj pridemo do enega ključnih problemov to vsak ve, v javnih da medijih. se splača vložiti denar v delnice farmacevtske industrije. Da so tam profiti 500-kratni. Tudi Bill Gates to ve. Bill Gates je to pogruntal, kljub temu, da ni bil iz tega področja. Se pravi, žalostno potem bilo to ugotoviti, da je, se pravi, ne zaradi dobrih zdravnikov, ki se trudijo in si prizadevajo nekako ozdraviti po najboljših močeh in spoznanju ljudi, ampak da je tudi, če lahko tako rečem, farmacija biznis. Absolutno. In potem posredno tudi zdravstvo biznis, ki ima veliki, se pravi, denarje v ozadju, da, kot ste vi rekel, si prizadevate za večjo kontrolo, za preizkus vsega tega in da neko transparentnost, se pravi, o teh stvareh se ne sme niti govoriti, če sem prav povedal. Ja, mi imamo kup postopkov, skrajšanih, centraliziranih, poenostavljenih, ki jih lahko farmacija izkoristi za to, da se neko cepivo spusti v obtok. In prav zdaj v začetku septembra bomo začeli z zbiranjem novega zakonskega predloga za podporo temu zakonskemu predlogu, da bi zagotovili vsaj to, da tista cepiva, ki so obvezna, ne smejo biti sprejeta po nekem skrajšanem postopku. To je minimum varnostnih standardov in če nočete, da vas bojo cepili z nekim koktejlom nepreverjenih sestavin, če hočete, da bo javna agencija in da bojo regulatorji vsaj formalno zavezani skontrolirati to, podprite naš predlog, spremljite v začetku septembra, ga bomo sigurno obravnavali in začeli zbirati podpise pod sloganom za varna cepiva. In tako, kot Gregor rekel, mi nočemo ukiniti cepiv, tako kot so parlamentarci razumeli v našem zadnjem zakonskem predlogu. Mi želimo samo, da imajo ljudje pravico odločati se, ali bojo verjeli neodvisni znanosti, ali bojo verjeli znanosti, ki jo plačuje industrija. In ali bodo vsaj do 3. leta otroku omogočali normalen razvoj imunskega sistema in se potem postopoma odločali za cepljenje ali kakršnekoli druge postopke. Postopoma, ne pa več naenkrat, ne pa še povečevati pritisk na te mlade bitja. To je preveč. In normalen otrok, nažalost, ne zmore takega pritiska na svoj imunski sistem in na svoj normalen razvoj. In tukaj očitno nekaj ni v redu. Zdaj smo pač v aktualnem času, ko nam je gospod, ki je tudi veliki ljubitelj človeštva, gospod Bill Gates, pač on pravi, da to dela iz humanitarnih razlogov, kakorkoli, je rekel, da bo potrebno cepiti vse človeštvo, se pravi vseh 7 milijard in vsakega. In se pravi, države bodo zopet ta cepiva, ki bo on verjetno in njegova, nekatere verjetno malo jih več danes poskuša ta cepiva narediti, in bodo seveda države morale kupiti, ker nič nekaj zastonj. In to je pa res menda najbolj množično cepljenje do sedaj, ki se načrtuje. In zdaj tudi ta verjetno cepiva se ne bodo mogla kontrolirati, odkot, kako, tako kot vsa druga so poslovna skrivnost. Posel je pa stvar tudi plačila. Se pravi,
kaj bi vidva rekla na to situacijo, pri katero je zdaj človeštvo, smo rekli, ena taka druga mejna situacija, je ne bila 5G tako močna, zdaj pa je to druga. Kaj bi, glede na to, kar sem povedala... Jaz bi upozoril na dve stvari. Prva stvar je, da proizvajalci cepiv že zdaj niso odgovorni za škodo, ki jo cepiva povzročajo. Druga stvar... Torej, ne moreš jih tožiti? Ne moreš jih tožiti. Monsanto je izgubil razne tožbe. Monsanto ampak ne moreš jih tožiti. V Sloveniji piše v zakonu, da če bi sploh prišlo do postopka, do katerega je teoretično skoraj nemogoče priti, za to kakršnokoli škodo krijemo davkoplačevalci. Torej, Republika Slovenija je sama prevzela nase skrb. Davkoplačevalci častimo potencialne postopke, do katerih nažalost tako rekoč ne more priti. To pa zato, ker dejansko je vzročno zvezo med cepljenjem in posledicami izredno težko dokazati. Izredno težko. Zato je Evropsko sodišče tudi določalo, da časovna koincidenca, to je se pravi, če bo otrok po cepljenju zbolel, recimo, ali pa imel neke hude posledice, to neposredno po cepljenju, to so zdaj vedno pometali pod pojem časovne koincidence, kar bi lahko prevedli časovno naključje. In dokazovanje je izredno težko, izredno drago in starši, ki se znajdejo v nemogočem položaju, da jim je otrok kolapsiral, se ne ukvarjajo z administracijo in z pravnimi vprašanji, ampak se ukvarjajo s tem, kako pomagati svojemu otroku. No, druga pomembna stvar pri vašem vprašanju je, poglejmo si realnost tega covida, za katerega nam zdaj obljubljajo cepivo. Realnost v Sloveniji je menda nekoliko več kot 110 mrtvih v letu 2020. A veste, koliko je bilo v tem času umrlih zaradi raka? Več kot 3000. Se pravi, kakšno nesorazmerje med ukrepi? Menda, pa še to povemo. To je dejstvo, kot si priznavajo, da če je nekdo imel COVID, se pravi, so rekli, ti si pač zbolel po tem virusu, pa je potem umrl, ga šteje, kot da je umrl za COVID-19. Ali pa ne vem, COVID, kako se že imenuje zdaj nadaljevanje. Se pravi, tudi če je imel, pa je umrl, ne vem, zaradi sladkorne, potem oni pač napišejo, da je to umrl zaradi tega. Zdaj pa to mogoče res vprašanje, če jih je toliko umrlo. Če jih je sploh 110, da sta samo dva. Kot direktno posledico COVID-19. Se pravi, vsak, kdo je imel COVID-19 in je umrl, se ga zapiše, da je umrl od COVID-19. Jure je omenil eno statistiko oziroma en pogled na število smrti, drugi, o katerem ne bomo slišali veliko, je, da vsakih 11 ur v Sloveniji zaradi zlorabe alkohola umre človek. Vsakih 11 ur. Vsakih 11 ur. Torej 2 povprečju na dan, leto ima 365 dni. Se pravi, so še druge smrti, ki so ravno tako pomembne, pa ne samo COVID-19, ali pa rak, ali pa prehlad, čujem, da je navadni prehlad še več, ki ga umre zaradi navadnega prehlada. Pa govorimo o gripi, ki je bistveno več. COVID je na lestvici umrljivosti, kljub temu, da so to številko nabildali popolnoma neopravičeno, se nahaja na zelo nizkem mestu. In to, da danes dan za dnem poslušamo o številu žrtev, številu okuženih, brez simptomov, to je fenomen, to je marketinški fenomen. Dejstvo je verjetno, da ta virus med nami je, da se širi, vidva pa pravita, da ni ravno tako veliko število. Recimo, meni kot Mariborčanu je bilo to pravzaprav nerazumljivo, da za 20 okuženih v Mariboru je vstalo vso mesto. In tako je po vsem svetu. Kako je nekaterim to uspelo, da zaradi naprimer 20 okuženih stoji mesto od 200 000 ljudi, ne dela, avtobusi ne vozijo in tako naprej. In vse bo normalno samo, če se bomo cepili. Nič drugega se ne sme zgoditi, nič drugega se ne more zgoditi, ne obstaja. Ne imunski, ne česen, ne gibanje, ne C-vitamin, ne D-vitamin, nič. Samo cepivo nas bo rešilo in to cepivo mora biti obvezno,
da jih bo prodanih 7 milijard in to se mora zgoditi in potem bo vse v redu. In potem bo čez 2 leti prišel COVID-20 in ponovi vajo in spet se bomo zaprli. Samo imamo zdaj problem, ne, ker gospodarstvo upada, ne, zelo močno po vsem svetu. Se pravi, kaj bo potem posledica tega, ker gre za to, ne, recimo predsednik Trump pravi v Ameriki, mi moramo zagnati državo. Država stoji, ne. Torej, kdo bo plačal račune, kdo bo držal socialo, kdo bo pognal, od česa bo ljudje živeli. Ja. Mi dejansko ne vemo, kdo stoji za promocijo te sporne epidemije. Ne vemo, kdo stoji, lahko domnevamo, ampak lahko pa vidimo, da je vse skupaj zelo neupravičeno. Italijanska raziskava je pokazala na umrlih, da je med vsemi temi blazno tisočimi, ki naj bi umrli zaradi covida, da je v resnici samo par promilov tistih, za katere lahko domnevamo, da so dejansko umrli zaradi tega, kar so nam mediji dan za dnevom. No, ker vemo to, na splošno, ko se govori, seveda verjetno tudi kakšen mlajši človek, ampak glavno umirajo starejši, ki so že tako, bi rekel, imunsko zelo slabi. Lahko je umrl kakšen mlajši, ampak je mogel imeti neke hude težave ali pa neke okoliščine, ki so ga trenutno naredile dovzetnega za to, da je ta okužba imela tako. Ampak ta COVID-19 vsekako lahko rečemo ne pojenja, ampak gre to kar naprej, živi med nami, kakorkoli, mogoče se celo veča, ne vem. Potencirajo ga, več kot očitno je, da z njim še niso zadovoljni, da želijo bistveno večje učinke na človeštvo, na družbo. Ljudje pa večinoma pristajajo na vse ukrepe, ki si jih odločevalci spomnejo. Nobenega problema nimajo s tem, da se raztelešajo in da zgubljamo identiteto z nošenjem nekih prekrival, da slepo ubogamo navodila, ki po zopet znanosti trdijo, da nimajo nobene veze z preprečevanjem širjenja virusov in tako naprej. Znanost si ni enotna, tudi s tem, ne. Tako. Torej nekateri pravijo, da maska, tisto, ne vem, kakorkoli, zaustavi vsaj nekaj, ne. Seveda, se jih morajo predati. Potem nedvomno tudi roke si moramo razkužiti. Bilo prav, da bi že prej bilo to, se nič škodi, ne. Pravi, da skrbimo za higieno, ne. Ampak, dobro, torej gre za to dejstvo, da se želi, menda Sovjetska zveza, ali Rusija, pardon, ni več Sovjetska zveza, Rusija je rekla, da bodo vse cepili. To je ena simpatična bombica, ki se jo po mojem vrgli iz tiste smeri tudi zato, da se mal ta drugi del sveta zagleda vase. Ker tako, kot je bilo včasih, to se spomnim še iz otroštva, ko smo gledali oboroževalno tekmo, kdo bo imel večjo raketo, katera raketa bo šla dol, kdo bo šel prvi v vesolje. Očitno se zdaj ta veliki med sabo grejo, kdo bo prvi in je poanta samo, kdo bo prvi. Za dejanskim zdravjem... Kdo skrbi za državo, za ljudi recimo, ne? Ampak to je že težko. To bo tako kot v tistem vicu, ne? Ko je šel kmet preko ceste, pa je potem nekdo mu zbil ovco, pa je rekel mu, pa ti si kmet, ti si zaostal, ne? Pa kmet rekel, če jaz ne bi zaostal, pol bi bil zdaj mrtev. In tako da Unka bo prvi, da jo izvoli, mi vsekakor bi bilo pametno, da počakamo. Mislim, da moramo biti pri vsaki neumnosti prvi in delati. To je vsekakor, to je vaše mišljenje, to ni stališče naše televizije. Seveda, vi ste fenomen. Vi ste samo tisti, ki boste, zdaj povete, neke resnice, imate možnost pri tej oddaji Na robu znanega, ni pa nujno, da se jaz ali pa naša televizija stališče se z vami strinja. Ja. V tem se pa strinjamo. Vi ste fenomen, že izjemen fenomen po tem, da sploh ste pripravljeni obravnavati teme, ki se jih politika izogiba, ki se jih izogibajo masovni mediji in tukaj vam lahko samo čestitam. To je pač takšna tema, mi smo tudi majhni, tako da si kaj takega lahko privoščimo. Sem videl, da
če smo zdaj že pri televizijah, da ste imeli na vaši strani, da je menda se 5000 vaših zbralo na trgu, pa da mediji niso, RTV vas nič ni omenjali. Bilo je sicer okoli 3000, to je bilo leta 2018. 2018 se nas je zbrali na protestu, na katerega so prišli z cele Slovenije prav starši, ki se borijo za svobodo odločanja. Torej 3000 ste izbrali, to je kar veliko število. In niste bili nikjer omenjeni? V 2-3 medijih je bilo sicer navedeno, sicer s popolnoma drugimi številkami, to je očitno zdaj že folklora te države, da določene ničle pač pozabijo šteti. Večji problem je to, da tudi v tistih, kjer so nas mogoče omenjali, so se norca delali, ali so pa javno diskreditirali osebe, ki so se tam pojavile, ki so bile ali medijsko izpostavljene ali pa bolj znane. Vsekakor se pa nihče ni pogovarjal v množičnih medijih. Resno v tem, oziroma resno vas obravnava. Kar je bil pa namen tega shoda, torej opozoriti, da je več tisoč staršev, ki imajo s cepivi prizadete otroke, da očitno nekaj v sistemu je narobe in da je večja kontrola, da je treba večja kontrola in da je osnova varnost cepiv. In če se ta osnova ne deluje, imamo kot družba problem. Ker če jih je danes nekaj tisoč, jih je lahko jutri nekaj 10 000, 100 000, potem bo pa počasi zmanjkalo. Vidva, glede na teh študij pravite, da pravzaprav sploh ne bi bila potrebna cepiva. Težko bi se v celoti strinjal, ne? In zase lahko samo rečem, da očitno tukaj obstaja nekaj, kar je hudo narobe in noben se s tem noče ukvarjati, škoda je pa izjemno velika. Kot sem že omenil, delal sem na Ministrstvu za zdravje, srečal sem se s starši in po moji oceni vsako leto z cepivi poškodujemo par tisoč, mogoče celo par 10 000 otrok. In dokler je situacija taka, ne moramo razmišljati o potencialnih pozitivnih učinkih za večino, ker nikoli ne more večina uspevati na račun manjšine. In samo o tem se pogovarjamo. Torej, imeli boste peticijo, ki jo lahko ljudje podpišejo za večjo kontrolo nad cepivom. Zopet bomo vložili predlog zakona, zopet bomo zbirali 5000 podpisov in tudi na to temo verjamemo, da še nismo rekli zadnje besede. Zdravstvo in okolje, uporaba glifosata in pesticidov, da torej ste za organsko pridelavo hrane, se pravi, da si samo zadostnost s prehrano tudi naj bi to podpirali, protigensko spremenjeni hrani, to je tudi vaše prizadevanje za zdravo družbo. Kaj boste rekla o tem? Smo edina država v Evropi, ki ima tovarno strupa glifosata, kot vemo. Edina v Evropi. Ima Slovenija. Edina v Evropi je Slovenija. Ki glifosat proizvaja. Ki proizvaja glifosat, ki je v Ruše, seveda, tako rekoč vaši sosedje. Jaz sem šel sam v lanskem letu, oziroma z Juretom sva šla sama osebno v ogled te tovarne in tisto, kar me je najbolj presenetilo, je to, da že po kratkem sprehodu okoli tovarne te začne boleti glava. Imamo pa nasproti tovarne šolo, imamo občane, ki se na to temo ne želijo več dobivati. Pa tudi verjetno ne vedo, za kaj se gre. Ne? Torej jaz tudi ne vem, kaj je to glifosat in kje se uporablja in zakaj je navaren. Glifosat je eden od herbicidov, za katerega so v Ameriki dokazali rakotvornost. Proizvajalec je Monsanto, po novem Bayer, se opravičujem. Uporablja se v kmetijstvu predvsem, ne uporablja se pa samo kot glifosat, obstaja tudi še več stranskih produktov, ki se v domačem kmetijstvu bolj uporabljajo za pospešeno rast rastlin. Sicer se pa glifosat uporablja največ ob avtocestah in železnicah za uničevanje plevela oziroma pač rastlin, za katere ne želimo, da se tam pojavljajo. V Avstriji je že več kot 1 leto prepovedan. Glifosat je prepovedan v Avstriji in Avstrija ima svobodo odločanja. V Sloveniji bi bil tudi prepovedan. Ne samo, da je prepovedan, da se takoj zapre tovarna, da je prepovedana prodaja, proizvodnja, če je edina proizvodnja tega strupa, se opravičujem, imate prav.
Torej, če smo edini v Evropi... Kaj pa drugi herbicidi so še tudi nevarni? Ja, ne samo herbicidi. Herbicidi, če pojasnimo, so sredstva, ki uničujejo plevel oziroma tiste rastline, ki niso zaželene. Čeprav plevel verjetno ima tudi neko svojo funkcijo. Tako da imamo potem še pesticide, imamo zoper glivice, imamo fungicide, pesticidi ubijajo žuželke, ampak tako v pogovornem jeziku vsem tem strupom rečemo pesticidi. To verjetno tudi pliva na čebele, ne? Absolutno. Brez skrbi. Čebela gre, se vsede. Brez skrbi. In Slovenija je zdaj na tem, da bi sprejela dovoljenje za neonikotinoide, ki dokazano množično ubijajo čebele. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo. Imamo pri nas v Sloveniji, smo posebej znani v varstvu čebel. Mislim, da so neke naši čebelari dosegli v Evropi, ali kako ni nekaj takega. Mi smo na inicijativo Slovenije je bil razglašen Mednarodni dan čebel. To je bil uspeh slovenske inicijative. Nažalost pa združenja čebelarjev vsaj na temo vplivu elektromagnetnih sevanj niso ravno dovzetna. Na ostale stvari je pa tako, kot je žal na večini področji, ima malo vplivov politika, malo vplivov industrija in smo tam, kjer smo. Jaz bi še tukaj dodal splošno o pesticidih. V Sloveniji imamo enega izrednega strokovnjaka in izrednega človeka. Ime mu je Anton Komat. To je človek, ki že leta in desetletja vlaga izredne napore v ozaveščanje in informiranje naših državljanov, ne samo na področju pesticidov, tudi na drugih področjih, ki jih recimo pokriva Stranka za zdravo družbo. Ampak na področju pesticidov je avtor izrednega znanstvenega dela Pesticidi ubijalci življenja. Tudi ljudi. Tudi ljudi. V tej knjigi lahko preberete oceno Svetovne zdravstvene organizacije, da zaradi posledic zastrupitev s pesticidi vsako leto na svetu umre 2,5 milijona ljudi. Torej več kot COVID-19 zdaj v tem času. Več kot COVID, manj kot rak. No, poleg teh 2,5 milijona imamo še 25 milijonov ljudi, ki utrpi težje zdravstvene posledice in neverjetnih 250 milijonov, ki utrpi neke lažje oblike zastrupitev. Tako da pesticidi... Težje bi pomenilo, da sploh ne more več normalno živeti. Vprašanje je zdaj, kaj to pomeni. Lahko so težje zastrupitve tudi reverzibilne, ampak lahko rečemo, da če bi se država že s čim mogla ukvarjati, da potem to sigurno ni COVID-19 na tak način, kot se ukvarja, ampak so to prej pesticidi, je to prej glifosat, so to prej rakava obolenja in eksplozija dejansko vseh avtoimunih obolenj. Vemo, da recimo, ko smo želeli pri cepivih, avtizem se je v desetletju povečal, mislim, da 100-krat pojavnost avtizma. Prav, sem me vi spomnil, neke spremembe so se zgodile po obveznem cepljenju, nekatere stvari po 7000-krat so se, 7000% ali kako 7000% so se povečale, recimo neka bipolarnost, pa potem tale nemirnost otrok, kako se reče, da so otroci nemirni, da so motnje pozornosti. Motnje pozornosti, in potem, ne vem, prav sem bil presenečen, koliko procentov se je to na 1000% se je spremenilo v kratkem času. Tisto, kar je zaskrbljujoče sistemsko, je to, da obstaja ogromen teh raziskav, neverjetno število, ki pa jih politika ignorira. Tako da dejansko me žalosti, da smo mi edini, ki se moramo s tem ukvarjati, ker jaz moram reči, sem vedno zase domneval, da me politika ne zanima
ampak vidim, da to vpliva na moje življenje veliko bolj, kot vse moje ostale aktivnosti. In okolikor ne bom tukaj aktivno nekaj pomagal doseči, spremembo. Potem je vseeno, ali imam jaz neko uspešno podjetje, dobro službo, kakšen avto imam, ali imam malo večji ali malo manjše stanovanje. Z temi globalnimi vplivi bo moje življenje toliko prizadeto, da bo to vse ostalo, da bo igralo bistveno manjšo. Vi ste prepričan, če boste delali to, kar mislite, da je prav, moralno tudi pravilno, boste dobil še več svojega miru, boste bolj jasni. Eno vprašanje bi tu imel, gensko manipulirane živila. Torej, vi ste proti gensko spremenjenim živilom. Zakaj? Se pravi, jemo te sadje zdaj v veletrgovinah brez koščic, naprimer. Tak zelo enostaven, bom rekel, mnogi izmed nas še se spomnimo, nekateri imamo privilegij, da ga še poznamo, von paradižnika. To je en zelo specifičen von. Ja, tega ni več. V trgovinah ga ni več, no. So pa zelo lepi te paradižniki v trgovinah, vsi imajo enak to je vse gensko spremenjeno, tako ali drugače, ker mi se pogovarjamo o spremembah semen, pogovarjamo se o vplivih na rastline, skratka. Slišal sem, da so dali v papriko gene podgan, da so bile bolj močne, mislim, tako naprej. Ne vem, neke gene podgan, kakorkoli, da so to nekako skombinirali. Znano dejstvo je, da osnovno zdravilo, Hipokratovo, je hrana. Tisti trenutek, ko mi hrane nimamo več, naj bo naše cepivo, to je to. Ampak ta hrana mora biti vzgojena v naši zemlji, z našimi semeni, zalivana z našo vodo. Možnosti. Tako je. Sami, če je le možno, si jo sami proizvajamo. Ne pa, da smo mi odvisni. Poglejte, ta kriza bi vendarle mogla pokazati tudi našo odvisnost od uvoza hrane. Ministrstvo za kmetijstvo je ves čas zagotavljalo, da nas ni treba nič skrbeti. Mene osebno je skrbelo, zato ker vem, da če bo omejen uvoz umetnih paradižnikov, mi je relativno vseeno. Kaj se bo pa dogajalo na trgu z domačimi proizvodi hrane, to pa me skrbi in to me še danes skrbi. Procent lastne proizvodne hrane v Sloveniji bistveno pada vsako leto. Ne vem, zakaj je to dobro. Mi pa pospešeno subvencije kmetijske namenjamo krmi za živali. Ne vem, zakaj je krma za živali pomembnejša od hrane za ljudi. In verjamem, da bi se lahko vsi strinjali, da bi mogli najprej poskrbeti nase. Ponovno moramo dati top vzgled sosedov Avstrijcev. Oni so že zdavnaj prepoznali pomen ekološke pridelave hrane, majhnih kmetij, ki se specializirajo v biopridelavo hrane, ne pa teh ogromnih superkmetov z največjim traktorjem na svetu, ki stane več kot najdražji športni avtomobil, ki obvladuje hektarje in hektarje krme za živali. Še enkrat, to ni hrana za ljudi, to je krma za živali. Torej, naj se zgledujemo po Avstrijcih, ki gredo v ekološko pridelano hrano, zdravo hrano. Tako je. In hrana je naše osnovno zdravilo po Hipokratu. Tako je. Ja. Šolstvo, brezplačna predšolska vzgoja, veganski obroki, zanimivo, ker imamo zdaj recimo muslimanske obroke brez svinjine. Zdaj za veganske še nisem slišal, da bi si prizadevali. Potem imate se pravi malo meditacije, neke duhovnosti, če sem prav razumel. Tukaj dihalne tehnike so baje zelo pomembne. Mimogrede, pritisk si znižaš, če 30krat globoko vdihneš in imaš za 15 sekund pritisk na 120. Potem pa naravno kulturno dediščino povezanih vrednot. To pa nisem najbolj razumel, zakaj bi to šlo. Šolstvo. Manjka nam bistveno več o našem izročilu.
o naši dejanski zgodovini. Se pravi, zgodovini. naši slovensko izročilo, se pravi slovenska zavest, da smo Slovenci in tako naprej. Lahko bi temu rekli domovinska vzgoja. Zunaj mladi ne znajo zapeti na slovenske pesmi. Ne. Bog jedne divne crne žene, še v mojem času smo peli. Ne. Danes pa kakšne angleške. Tukaj je tisti moment pomankanja identitete, ki je zelo pomemben za ohranjanje sploh tako majhne države, kot smo Slovenci, in našega jezika in naše kulturne zgodovine. Brezplačna predšolska vzgoja, mnogi ne vejo, da nekaj 100 evrov mnogim staršem na otroka. Predšolska vzgoja, to je vrtec. V nekaterih občinah je cena na otroka tudi do 400-500 evrov, pač glede na zaslužke staršev, ampak to niso majhne številke. Omenili ste veganski obrok. Veste, gledali smo, pred časom je bilo cirka 18 jedilnikov možnih v vrtcih. Kot vem, je ministrstvo v lanskem letu to vse prepovedalo, ampak po našem mnenju je veganski tisti, ki največjo širino teh različnih alergijskih obrokov zaobjame tudi muslimanskega, in bi bil lahko tak skupni imenovalec, da bi bili vsi zadovoljni. Da torej imaš nekaj, kar kdorkoli, ki želi zdravo hrano brez dodatnih primesi, lahko poje, in imaš tisto, ki naj jo je kdor želi. Brez mesa, recimo. Tako. In pa, mislim, da smo kar zaokrožili, kaj pa gospodarstvo in uprava. Odprava sistemske korupcije ob uporabi pametnih pogodb. A lahko je še eno stvar? Izvolite. Od teh, ki ste jih prej omenili, ki ste omenili meditacijo. Glejte, v Sloveniji je znano, da je problem alkoholizem. Tudi Gregor je omenil, koliko je smrti zaradi tega. In ni primerno, da bi karkoli obsojali to stanje ali pa ga ocenjevali, ampak najbolj primerno je, da začnemo analizirati vzroke in da začnemo iskati rešitve. In tukaj gre za tukaj gre za vzgojo. Našim otrokom v šolah danes jih dejansko robotiziramo. Memorirajo noro količino informacij, ampak ne znajo pa teh informacij uporabiti. In ne znamo iz teh otrok delati ljudi. Mi rabimo ljudi, mi ne rabimo malih robotov. In dejansko obstajajo neka znanja, ki jih človek v življenju rab povsod. In danes lahko vidimo, da ljudje se ne znamo sprostiti. In če pa se želimo sprostiti, nam je tukaj alkohol, ali je to kakšna konoplja, ali je to nekaj tazga, kar na dolgi rok ni pametno in ima destruktivne učinke. Dajmo tem otrokom pomagati. Dajmo jim pomagati, da se razvijajo v ljudi. In naučimo jih tehnike, kako se bojo sprostili. Naučimo jih tehnike, kako opazovati sami sebe. Kako vzpostaviti distanco do samih sebe, samorefleksije. To jim bo v življenju prišlo bistveno bolj prav, kot neki faktični podatki, ki jih memorirajo. Naučimo jih meditirati, samoanalizirati stvari, premagovati težave, obvladovati in spoznavati svoja čustva. To je nekaj, kar jaz ne vem, če že kakšno šolstvo na svetu se je lotilo. Mogoče je deloma na nekih univerzah, to uporabljajo vrhunski športniki, to uporabljajo vrhunski menedžeri. Ampak če bi mi to aplicirali na neke otroke v bolj zgodnji dobi, je to neprimerno bolj učinkovito. Mi tukaj zgradimo v bistvu neko celo kulturo ljudi, ki bojo bistveno boljši. In tukaj zgradimo neko duhovno komponento slovenskega profila. To je po mojih izkušnjah, jaz se s tem ukvarjam. Meni je to pomagalo recimo in v življenju, in v poslu, neopisljivo, ne? Kako so mi določene tehnike pomagale. In tega me niso naučili v šolah. Zakaj jih ne bi tega naučili? To se mi zdi izredno pomembno. Ja, mimogrede šole tudi nimajo nobene moralne vzgoje.
Tudi nimajo. Včasih smo imeli socialistično moralno vzgojo, Saj to. ki so bili partizani dobri, Pionirji. Nemci pionirji, Nemci slabi, Tito je bil naš bog, Naš ideal, recimo, ja, in kaj rekel, to je bilo sveto. Ampak danes niti tega nimamo, ne? Nimamo niti tega, dobrih žal. partizanov, nimamo niti slabih Nemcev, nimamo nič. Ne? Imamo Nimamo samo kavboje, pa ne Indijance, tako da žal, mislim, moralna vzgoja bi morala biti. Ne? in to Ampak je ni, ker tudi ni uradne filozofije, ki bi moralno vzgojo lahko, bi rekel, bila sprejeta. Ne? Torej, mi smo pravzaprav družba brez morale. Ampak to ni samo Slovenija, to Seveda, moramo ja, reči, ampak istočasno, lejte, mi imamo sistematični napade na vse možne poklice. Mi smo razvrednotili zdravnike, načrtno so jih napadali, kakšne plače imajo. Razvrednotili smo delo učiteljev, razvrednotili smo politiko popolnoma, da nažalost res dobivamo v vsaki sestavi parlamenta manj izobražene in manj kompetentne ljudi, ki tam sedijo. Namen, nažalost, nečesa, ki se dogaja v teh družbenih procesih, je, da bodo pač samo najmočnejši preživeli, da bodo tisti, ki so najbolj kapitalsko zmogljivi, bodo imeli najboljše odvetnike in moj odvetnik bo premagal tvojega odvetnika in to je to. Ne? Jaz pogrešam čase, ko smo si fantje stepali. Danes je poklical bom odvetnika, ne boš ti meni nič govoril, ali pa ne vem, poslal ti bom SMS. Skratka, razpad sistema vrednot, moralnih in etičnih načel, omenili ste že povsod razraščeno sistemsko korupcijo, začne se z malenkostmi, ki so... Gospodarstvo in uprava, ne? To zdaj nekako tu želite spremembe. Pri gospodarstvu pa upravi je tisto, kar imamo... Sistemska korupcija. Tisto, kar imamo izkušnje v državni upravi je... Korupcija pomeni pokvarjenost. Korupcija pomeni, poglejte, začne se... Sistemska, da je sistem, nekdo uporablja sistem, da koruptivno ravna oziroma škodi družbi in ljudem. Začne se z majhnimi koraki, kot so električar vam reče, bova brez računa. Ne? Vi mislite, da boste za 2 evra manj računom, da boste prišli skozi, ne boste pa vedeli, da zaradi tega, ker nimate računa, ne boste mogli reklamirati zadeve. Ampak moram vas tu nekaj, tu pa zopet je druga stvar, ki se mi zdi tam, ko smo že pri šolskem sistemu, nihče nas ne uči, kaj pomeni biti dober državljan. Se strinjam. Se pravi, kaj pomeni država, kaj pomeni davek. Zaenkrat, koliko jaz vem, da v Ameriki velja za največjega zločinca nekdo, ki utaji davek. Ali pa v Nemčiji. Res je. Pri nas pa samo se lovi, če mu pa uspe, pa je veliki junak. Res je. Mislim, nihče nas ne uči, kako država funkcionira, kako naj jaz, katero šolo naj si izberem, kako naj živim kot zakonski oče, kaj je dejansko, ne vem, kako je spolnost in ljubezen, da bo stvar funkcionirala, kako naj gradimo skupno državo in kako je pomenilo tudi plačevanje davkov. Ja. Noben ne bo ve. Ampak vsi vas pa prepričujejo, da bi fajn imeti samo vozeča vozila. Zdaj sem načrtno naredil ta preskok, eno veliko anomalijo. Pejva nazaj na sistemsko korupcijo. Veliko ministrov prihaja danes na ministrstva in mislijo, kako bojo stvari rešili. In potem pridejo ob zid tradicionalne birokracije. To so sekretarji, ki so tam po 10, 20, 30 let. Torej se ne menjajo. Ne glede na vlado, oni so vedno tam. Jaz sem sam bil v večjih situacijah, ko so tovrstni sekretarji rekli ministru, veš kaj, ti lahko misliš to ali to, ampak ti boš kmalu letel, mi bomo pa tukaj ostali. Če ima pa nekdo vpliv na sekretarje, tisti se pa ne splača. Se pravi, tisti ima lahko veliko prednost. Tisti ima lahko veliko prednost in načeloma trdim, da v Sloveniji ni javnega razpisa, če ni že vnaprej zmenjeno, kdo ga bo dobil. Ne obstaja. In to govorimo o razpisih od 100 evrov do nekaj milijonov, 100 milijonov naprej. Ne obstaja javnega razpisa, če ni prej dogovorjeno. Mi, Exodus TV, nobenega denarja še nismo dobili, ne, na nobenem razpisu. Popolnoma jasno. Smešno. Popolnoma jasno. In pametne pogodbe so ena od načinov, temeljijo namreč na tehnologiji
blockchain, ki je popolnoma žična tehnologija, torej nima nobene veze z brezžičnimi tehnologijami, kjer ti ne moreš posegati v razpisno dokumentacijo ali pa da boste vi malo kasneje prinesli ponudbo. Hočem reči, to je eden od umetnih načinov. Sam bi bil bistveno bolj zato, kar ste vi sam predlagali, da je treba ljudem vzgojiti čut, da ne moramo lagati, da ne smemo krasti, da ne smemo varati ne samo svojih partneric, ampak svoje države, svoje davkarije, ker iz teh davkov plačujemo zdravnike, iz teh davkov dobijo denar gasilci. Ko pride do neurja, kdo nam bo pomagal, če ne bo v državni blagajni denarja? Kje bomo pol se spomnili, da nismo plačali davka električarju, da smo dobili 2 evra nazaj? Ampak to je začaran krog. Nič od tega se ne da rešiti na hitro. Da zakaj nas ne učijo? Ker sami nimajo tega znanja. Ali pa? Ker ni interesa od zadnji, ker ni finančnega interesa. Ker ni finančnega interesa. Mogoče tudi zato, ker smo potem bolj vodljivi, ne poznamo stvari, ne poznamo svojih pravic, pa tudi ne svojih dolžnosti. Res je. Moje mnenje je, vsak človek bi rad bil srečen. Vsi mi bi radi bili srečni. To nam je osnovni motiv za vse, kar počnemo. In dokler se mi ne počutimo sigurni, bomo uporabili vsako priložnost, da svojo sigurnost vzpostavimo. In to je izvor tudi korupcije. Ampak vzpostavljanje te sigurnosti bi se moglo začeti v šolah. In tukaj pridemo že spet na te tehnike, ki obstajajo, ki so učinkovite, kako človek sam sebe postaviti, analizirati, voditi in veseli me vse to, kar ste vi rekel. Kako graditi odnos sam do svojega telesa, do svojega uma, do svojih misli, do svoje okolice, do svoje države, do svoje družine. To je tisto, kar v bistvu je več vreden kot... Kako spet poslušati notranji glas? Vsi ga imamo. Jaz sem na lastnem primeru videl, ko spiješ ti eno pivo, je ta notranji glas polovica njega. Še bolj glasno. To je zdaj odvisno od karakterja. Ne, vas razumem. Ampak zdaj, če me ne zamerite, jaz bi pa tu zdaj svoj lonček malo dodal. Izvolite, torej, če bi, jaz rekel svoje meditacije in tako naprej, ampak tudi 10 božjih zapovedi, pa recimo. Res je. Če prvo zapoved pa spustimo, ali pa drugo, recimo, kakorkoli, pa naj bo 7, ne? Za enkrat za tiste, ki ne verjamejo. Ne? Ampak tiste, ki verjamemo, ali pa vsaj za tiste, naj se raziskujejo glede znanosti. Za mene znanost dokazuje, da Bog je, ker to so zdaj vse bolj to prihaja resnica na dan. Torej 10 božjih zapovedi, pa če nekdo ne želi prve 3, pa naj drugih spoštuje. Kjerkoli. Se pravi tistih ostalih, ki so v odnosu do bližnjega, ne? Pa v odnosu tudi na nek način do sebe in tako naprej. Ne? Tako da tudi neko iskanje resnice, zgolj tako, tudi o sebi. Se pravi, vsako prizadevanje bo rodilo neki dober rezultat. Ne? Ja. Oče naš, zdrava Marija, to je oblika meditacije. Če je v srcu ljubezen, vsaka meditacija je oblika molitve. Vsaka molitev je oblika meditacije. Torej, jaz bi lahko še nekaj drugega rekel, ker sem malo na nek način specialist v tem področju. Ne? Se pravi, tudi ni molitve brez meditacije. Ker ti lahko nekaj površinsko govoriš, ampak če ni globine, potem tudi ni molitev. Ne? Tako, če ni tukaj čustev noter, če je to mehanično ponavljanje, potem ima to bistveno manjšo vrednost. Ne bom rekel, da je brez vrednosti, ampak bistveno manjšo vrednost ima. No, zelo zanimivo glede šolstva. Zdaj smo pa še pri sistemski korupciji. Blockchain ste omenil. Dajte ga v vrste v bolnicah za zdravniške, ko ljudje čakajo, ne vem, kakršnekoli prošnje, ki morajo prihajati po vrsti. In tako blockchain tehnologija je nekaj izredno zanimiva, ker ti tam se ne da varati. Blockchain tehnologijo si prizadevajte kot stranka, se mi zdi, da je to, mislim, da je celo ena velika revolucija, to je prihodnost za človeštvo, za pravičnejšo družbo. Ker je pa točno taka, je pa najprej bila lansirana, da bo zanimiva, ko so pa ugotovili centri moči, da mogoče
Danes ne slišimo več. Lejte, lansko leto, pa predlanskem, so vsi hoteli, mi delamo na blockchainu. Danes ne obstaja več. Danes govorijo, mi bomo vzpostavili 5G. Besede blockchain tako rekoč več ni. Ampak poanta je, da ti sistema ne moreš uničevati, torej ne moreš spreminjati kock, ki so zložene v grad. Seveda, to je čudovito. Mislim, da blockchain mogoče razložite kot stranka, pa ker je mislimo pravična. Da, transparentna. To je v bistvu tehnologija za vzpostavitev transparentnosti. Tako je, lahko bančni sistem, vse ima lahko na blockchainu in bomo imeli pravično družbo. Samo še bančnega sistema se lotimo, pa smo vse rešili. Dobro, v čem je bistvo pametnih pogodb, še samo to za gospodarstvo in uprava? Kaj smo rekli, da so pametne pogodbe? Pametne pogodbe je to, da ti že ker temeljijo na blockchainu, je že celoten razpisni postopek od začetka do podpisa pogodbe tak, da se v njem nič ne da spreminjati ali pa vnašati na račun interesa kogarkoli. Da torej noben člen v nastanku tega razpisa in potem pogodbe ne more vplivati. Ampak, da boste še to razumel, mogoče kot ena sklepnih misli, pomen uprave pa gospodarstva smo izpostavili zato, ker državna uprava pogosto ne razume gospodarstva, gospodarstvo pa prav tako ne razume zelo dobro državne uprave. In tukaj bi mogli prihajati do izmenjav strokovnjakov. Državna uprava bi mogla bolj poslušati gospodarstvo, ampak tudi gospodarstvo bi moglo razumeti specifiko državne uprave. In tukaj imamo velike minuse, ker prepogosto grejo popolnoma po napačnih bregovih. Namesto, da bi se državna uprava brez politike, če sem dobro, kot državna uprava, kot sistem, ki funkcionira. Tako je. Ampak brez politike tako ne more, ker v zakonu o državni upravi piše, da državna uprava je dolžna poslušati navodila politike. Tu ste še za zakonske podlage za terjanje plačil, za finančno policijo, da bi se naj uredilo te stvari. Finance vemo, da so vir razočaran ljudi in potem ne zaupajo več v državo. In potem nekje vidva počasi z vajno stranko, vašo stranko, ste v socialnem smislu za dejansko najbolj ranljive je potrebno zaščititi in dostojanstvo vsakega človeka. Spoštovanje človeka je v bistvu nedotakljivo in to je bila ena razširjena debata o stranki za zdravo družbo. Bravo. Uspelo mi je. Hvala. In moram priznati, da sem užival v pogovoru z vami. Enako. Mislim, da so vaše zahteve in vaše prizadevanje ima vsekakor dobre temelje in veliko tega je, kar je prav, da se podpre. In kot ste rekla, že na vaši strani lahko sodelujo gledalci v peticiji. Še mogoče zaključna beseda. Ne bo to zaključna beseda, mogoče bi Gregor to prepustil. Peticija je neobvezujoča oblika predlaganja določene vsebine. Mi peticijo uporabljamo relativno poredkoma, zato ker smo videli, da ni učinkovita. Zato smo prišli na zakonske predloge. Ker pri zakonskih predlogih, pri peticiji lahko dobite neko nezavezujočo obljubo, neko megleno nejasnost. Pri zakonskem predlogu, ki gre preko ljudske iniciative, se mora pa politika jasno izreči in točno se ve, kdo se je zakaj zavzel. In tukaj je bilo konkretno pri cepivih in pri cepljenju, je bilo zanimivo spremljati, kako so ljudje, množice so gojili napačna upanja, lažna upanja, ker so se določene stranke so se deklarirale in prikazovale kot razumevajoče za določene teme in potem so jih ljudje podpirali, zato ker so verjeli, da oni so pa mogoče te, ki bojo tukaj nekaj naredili. No, mi smo tukaj dejansko za konkretno aktivnostjo pokazali, da mislimo resno, da nismo na nivoju akademskih razumevanj.
ampak... Ali v interesu kapitala, interesov, kakršnih koli. Mislim, stvari morajo biti zelo korektne, a ne? In tukaj je problem te deklarirane vrednote prenesti v življenje. Ne? Tukaj in Evropska unija in Slovenija je simptomatično. Evropska unija se načeloma zavzema za zeleno ekonomijo, za vse zeleno, ekološko, ampak ko pogledamo pa prakso, pa zakonodajo, pa vidimo, da je to točno nasprotno. In problem volilca je ta, da spozna, in naloga volilca, da spozna, kdo tukaj misli resno, kdo pa tukaj kaže nekaj, kar v resnici nima podlage in kar ne misli resno. Ne. To je tisto, kar mi želimo doseči z temi zakonskimi predlogi in z konkretnim zavzemanjem. Najlepšo državo imamo, najlepšo naravo, najboljše ljudi. Če to ni dovoljšen motiv za vse, kar delamo... Najlepšo prestolnico. Najlepši Maribor. To je naš motiv in skupaj se moramo boriti za to. Res se vam zahvaljujem za pogovor. Tudi jaz sem maksimalno užival. Verjamem, da se bomo še srečali. Hvala za priložnost in do naslednjič. Tudi jaz vama želim veliko uspeha. Kot sem prej razmišljal, vam dam en predlog za vašo stranko in po moje bo veliko ljudem bo jim to se dopadlo in vam bodo dali glas. Namreč, jaz sem za delovni čas od 6 do 14. Propagirate to ali pa o tem razmislite, kajti ravno to bo rešilo ljudi modernega suženjstva. Imeli bodo čas za družino, za otroke, danes ga ni, imeli bodo čas za kakšen hobi še popoldan in nekaj od človeškega življenja. Tako da jaz bi se vam rad zahvalil za to, mislim, da je bilo zanimivo in koristno. Hvala. Zelo sem vesel povabila in hvala tudi vam. Spoštovani in dragi, to je bila oddaja Na robu znanega. Povedali smo vam nekaj, kar vam še ni bilo znano. In Jezus pravi, resnica vas bo osvobodila. Vse dobro, dobri ljudje in nasvidenje.